Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Če gremo malo v vesolje. Ja, kaj v vesolju? Ja, čudne stvari se dogajajo na našem planetu. Kaj pa ti? Zdaj, čez vikend sem opazil, da se širi po spletu, ne, kot ogenj, kot požar. Napoved iz risanke The Simpsons, ki vemo, da so napovedali pod narekovaj ogromno stvari, med drugim Trumpa in ne vem kaj vse, da so napovedali leta 97, kdo bo igral finale prvenstva zdaj. Leta 97 so napovedali. Ja, tak vsi pravijo, ne? Potem pa greš. Ok. Zdaj pa, jaz imam tudi neko podobno zadevo, pa me zanima, da vidim, če se bomo zdaj tu poklopila. Ok. Morda potem nekaj je na tem. No, najprej, ne, ker ljudje kar pišejo, da je to zdaj tak, ampak v epizodi sami je bilo pokazano samo dve ekipi, ki bosta igrali finale, ne pa katerega leta in to. Okay? Okay. Ampak ekipi sta obe v 16-tini, tako da še obstaja šansa, in sicer Mehika in Portugalska. To bi naj bil finale. Ne, zdaj se vsi menijo, da to bo. Mehika, Portugalska. Tako. Okay. Ker so Simpsoni napovedali. Tako. Okay, jaz sem videl eno drugo zadevo. Veš, ti ljubitelji teorij zarote. Ja. Tak, ne? Je nekdo pokazal seznam, da ima določenih svetovnih prvakov v nogometu, ne? Že odprej, ne samo za naprej, ampak že od nazaj. Ja, za nazaj je vredi, normalno. Zrežirano, kao da je vedno vse, ne? In da bi naj letos prvaki postali Portugalci. Ker je baje čas, ne, da še Kristus dobi prvenstvo, Kristijano. Zdaj pa me res fejs zanima, da vidimo, kaj bo na koncu. To je spet ono, veš, koliko ljudi bi moglo biti vpletenih v to in se strinjati z vsem tem, pa vsi bi mogli biti pokvarjene barabe. Ja, pa Portugalci bi mogli malo boljše špilati. Za začetek. No, ne vem, ne? Zdaj pa bomo videli. Veš, vse to hitro se zgodi, ne? Malo tam 0-0, penal, 3-3. Ja, zdaj moramo najprej videti, v sredo po noči igra Mehika, tako da bomo videli, kaj se bo tam zgodilo, in pa potem seveda v petek, ne? Portugalska, Hrvaška. Tako. Mi pa gremo rajši nazaj k muziki, ker je prevroče, da bi se še dalje pogovarjali. Ok. In je čas, da v totem studiu pozdraviva Tineta Križaniča. Tineta, humor na dveh nogah, včasih na treh. Lepo zdrav, Tine. Zdravo. Zdravo. Da vidimo, če se bo danes prav tako držal strogih navodil. Bomo probali. Čuj, Fras. Začetek je v beton. Ja, res je. Mali vpraša mamo, čuj, mama, zakaj ata več ne živi z nama? Ja, mali, ti mi povej, ti znaš brisati sporočila z Vibera? Ja, sve znam. No, ata ni znal. Bravo. Si se držal, dobro. Si se držal. Bravo, svaka čast. No, mogoče poučno. Vroče je, veš. Malo, za take vice. Tinetov res slabi vid. Samo na totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnjo in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? In je 10 minut čez 13. Profesor, lepo zdrav, dobrodošel nazaj v službo. Dobar dan. O, profesor. Zdravo. Kaj je Lona, da bo zdaj? Tako da rabim za malo dopusta. Ja, klasika. Ja, to je vedno tako priježe, se moraš spočiti. Tako na biciklu, pa goniti, pa vse. Ja, danes bi še si mogel vzeti, ne? Da se spočiješ, pa potem jutri komaj. Tako.
Ne moreš direkt, Nisi to mogel prereči. to je prvo pravilo. Si že dovolj star, da bi lahko vedel. Ja, da en dan prej moraš. Jaz sem že toliko star, da pozabim. Kaj imamo? Ampak danes ne bomo pozabili, ampak se spomnili enega hita iz leta 89, Sentiša. In sicer taka, kako ste jim reče, power rock balada, recimo. Ne? Kaj to te, ja? Zasedbe Bad English, When I See You Smile. Okay. In ta zasedba, torej Bad English, je nastala iz ameriške zasedbe Journey in angleške The Babies. V karieri so zdali samo 2 albuma. Ime so dobili pri biljardu, sicer ko je pevec John Waite zgrešil udarec, je nekdo pripomnil That's Bad English. To pomeni biljardu rotacijo oziroma spin krogle, in so potem obdržali. Ko smo že pri Johnu Waitu, če se kdo spomni, mogoče njegovega solo hita z leta 84, Missing You, to je ta. Ja. Čeprav so skoraj vse skladbe za istoimeni debitanski album napisali člani sami, se je pod When I See Your Smile podpisala tekstopiska Diane Warren, ki je zaslužna seveda za ogromno največjih hitov, med katerimi so številne zasedle sam vrh svetovnih lestvic, ampak zanimivo, za Oskarja za originalno skladbo je bila nominirana 17krat, dobila pa ga ni niti enkrat. 17krat. In vmes so recimo skladbe, kot so I don't want to miss a thing iz Armageddon, pa How do I live iz Con Air ali pa There You'll Be od Pearl Harbor in še ne vem kdo vse, ampak niti enkrat. Dobila je potem za življenjsko delo, mislim, da je Oskarja. Ampak še čakam. Ja, to so bolone, ne? Ja. Zadnji se hočejo malo vun popraviti. Čeprav zasedbo Bad English večina pozna po baladah, so fantje hoteli in želeli igrati malo bolj trdi rock, ampak je založba vztrajala na ta mehkejši, bolj taki soft rock, in to je tudi en od razlogov, da so pole rekli, mi se ne gremo več, in so šli vsak na svojo stran spet. Ja, zdaj pa jim malo canka, ne? Tu pa tam Še vedno. Ja, no, vidiš. Še vedno. Tako. Ja, tako. Ja. Redo, kak je bil moj brat? Nis mene? Imaš brata? Ja, tak je rekla mama, ata. Ja. Dobro, ajde. Recimo. Dobro, ajde. Ni za isto, ampak Je pa boljše. 14 dni gam spet zgrabo, ne? To ne, ja. Pa dobro, koliko imaš ti do... Enkrat bo treba to razjasniti v eter. Ja, koliko imaš let, toliko imaš dopust, ali kak ne? Aha. Ja, 120 dni. Ja, tako bi izgleda, ja. Malo hudo. Rad bi podelil z vami eno full fajn stvar, ki se je zgodila danes zjutraj. Ja, Prvi dan po dopustu. Se zjutraj polne energije, gremo nazaj v službo, nazaj v življenje. kak si bil vesel. Tako. In kot ponavadi, vedno se to zgodi. Pač jaz vstanem z mačkom, oziroma on mene zbudi, da mu dam za jest, in pol smo mi dva auf. In jaz grem na WC in ga slišim. To je čisto vedno, ko ali da še spim, da grem na WC, da bom se za minuto, si grem zobe prat, karkoli, nekaj, on bo vmes kozlal. Jaz mislil samo, ko greš na WC. Ne, in tudi danes se je to zgodilo. Okay. In sem samo upal, da je nekje na ploščicah. Ja. In pridem ven, vidim, na ploščicah je na hodniku, cool, ni problema. Ne? Super, ja. Začnem čistiti in vidim, da je... Ne, ni samo po ploščicah, ampak da je pokozlal tudi sesalec. In je pobruhal nekako ob strani, da je šlo not in vono kolo, tako da, ko sem sesalec naprej nazaj vozil, je šlo še vse to dol. Zelo okusno. Tako da, to je ta full fajn stvar, ki se je zgodila danes zjutraj. To je v bistvu... Fajno jutro, ne? Ja, tako je. Bravo. Da si takoj nazaj v realnem svetu. Ja. Ja, lepo. Mogoče ti je to vrno, ker te ni bilo. Ja, ne vem, mogoče. Da je bil jezen, ne? to je to. Ja, vse Baraba mala. Tako smo ti tu, ne? Vse, copate pa vse. Zdaj smo že v tem času, ko ljudje na veliko hodijo na morje, pa nazaj, pa sem pa tja, ne? Torej, bliža se poletje, tisto, ne? Pod narekovaji
Ta pravo. Pravo, ne, se pravi 7. in 8. mesec, recimo temu tak. In s tem se seveda poveča število potovanj in s tem se drastično poveča prvo kot prvo nepravilna angleščina, ko vsi v angleščini začnejo objavljati neke svoje poti in življenjske, motivacijske neke stvari in pregovore. To je prvo, ja. Ne, na poti na morje, pa vse narobe. Drugo pa se drastično poveča nepravilna uporaba besede via, V-I-A. Tako. Vsako Via. leto isto. Lej, prebral bom iz slovarja ven, slovenskega knjižnega jezika. Via knjižno po poti čez, po poti skozi oziroma skozi. Naprimer, potovati v Zagreb via Zidani most. Tako. Da si boste lažje predstavljali, če greš po avtocesti iz Maribora v Ljubljano, greš via Celje. Okay. Se pravi, če greš iz Maribora v Ljubljano, ne napišeš na avtocesti, ko delaš selfija pri 170 via Ljubljana. Ne, kaj via Ljubljana? Te greš v Koper? Ja, ali v Postojno, ali kam greš? Lahko greš v Koper via Ljubljana. Vrš pa iti via Ljubljana in to, da bi to pomenilo, da je Ljubljana končna destinacija. Ne gre. Via je ime za vmesno destinacijo oziroma vmesno točko od A do B. Tako da bi jaz rekel, da je ura 6 pa 12 klobas, ko bi vedno govoril tako, pa mi noben ne bi nič rekel, pa je bilo to normalno. Jaz si mogoče pa bi slikal vse, pa snemal. Aha, ja. Mogoče bi potem vsi to začeli delati malo, ker bi Ja za ne, tabo nočem, da ponavljali. to delajo, In ker ni se prav. dajte zbrat. Lepo prosim. Anja, na sumu te imam. Ja. Jaz tega ne In za delam. angleščino Samo in nehaj. zvija. Ja, Ne, ne nehaj, delam prosim, nehaj. tega. Če že, objavljaj v nemščini. Tomaž, novica zate. Zakaj? In samo zate. Samo zate. A za me pa ne. Ne, se boš slišala takoj. Kitajci so predstavili robotsko pametno stranišče. Vidiš zdaj? Ja, vidim. Samostojno pride do uporabnika, ki ga lahko prepozna po glasu, po uporabi pa se samo izprazni, očisti in razkuži. Wow. Zdaj sem šel malo gledati, glede čiščenja tak. Najprej se vrne do polnilne postaje, Ja. tam s pomočjo tihega mlinčka vsebino zmelje in prečrpa v kanalizacijski sistem. Okay, to ne bi rabo. Lahko pa tudi odloži direkt v običajno WC školjko. Vsebino pa potem zažene samodejno čiščenje, razkuži vse in tudi odišavi. Vrhunsko. In trenutno je na voljo samo na Kitajskem, stane 11.000 evrov. Evo. Dobro, čakimo, ne? Ja. Še 2-3 leta pa bo stal 700. Lahko skupaj poberete, pa si Ja, kupite. kaj, pa se bomo drla prek, kjeremu bo šel. Ja, lej, se pa Hajzel. verjetno ne bo isto. Hajzl. Časno. Pa samo Ja, dober dan. Pa zanima me, kak tih je tudi mlinček, ne? Veš, Ja. da to samo piše ali pa je potem... Ali sosed tudi ve, kaj si delal. To je že 7krat že danes. Razen, če pač ne proizvajaš klobas, Ja. ali takrat mlinček isto ruži ali drugače. Ne, pol je tako, da je dal vodo v blender, veš. Ok, dobro. Pa spet, čez povre, hajzl, hajzl. Fras in Medvard in Fras in Medvard šel.